ne jo pokazati tako. Zato, ker kot se ti predkloniš, pokažeš tudi ono, kar je od spredaj malo zabinglja. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan. Tukaj smo člani izbrani. Član Jure, član Rimanič, članka Ana. What's up? Hvala, da ste nazaj z nami. Like, comment, share, subscribe, če še niste na Jači podcast. Koša Mona. Člani, tako je, da rešimo. Zakaj danes zgledamo tako dobro, ne? Se sigurno sprašujeste. Zakaj danes gledamo tako dobro, fejte? Mislim, dobili smo neke zelo simpatične majičke, ne? In felpice od naših prijateljev so čempionov. We are the champions, my Tako, friends. moramo lepo hvala čempionu, ker so nam poslali izdelke. Juro dobil hudi, Ana dobila hudi in moram malo pofleksati. So rekli, jaz sem prvi influencer, ki so mu poslali hlače. Čakaj. Yeah, yes, Lepe. work it, yeah. Tako da pač. Hvala čempion. Vsi čekni čempion. Pač jaz in Jure, ki imava zdaj hudije, ne? Hudi, smo hudi. Jaz sem bil že prej. Tako da ja, kost kaj? Poleg tega, da lepo zgledaste. Nič, tudi lepo se počutimo. Končno po 3 Opa. tednih sem spet v dobrem, ko bi rekel, ne v dobrem moodu, ampak ne vem, to, kar sem imel, ne vem, karkoli sem imel neki bolan pred 3 tedni in sem bil 2 tedna brez energije in zdaj sem končno na mojem normalnem energijskem nivoju. Tako da to je velik napredek zame. In ja, dosti se dogajalo ta teden, mislim, dosti. Začel sem spet s fitnessom, imam prehrano urejeno, torej doziranje in to vse, ne, tako da se že pozna na temu, da sem že boljše se počutim, no, tako bom rekel. Ja. In ja, tudi projekti se premikajo naprej, ne. Jaz, pardon, voham, Jure je prižgal svoje palčke iz balja in mi je šlo full nosen, zato tle cel studio diši po temu. Če nekdo bi se s tem ne strinjal, da to diši. Diši ima moti. Ne vem, kako je to možno. Specifičen von je full. Tako, po dišečih palčkah. Ja. Pač ja, v bistvu to je tak, je relaxing, ne vem, meni je relaxing. Jure, kaj to mogoče tizaš naš produkt? Mislite čutaro člani? Tukaj zdaj vidite, ko je to tester, sample našega produkta. Kako je dobra voda. Ma to je po mojem zaradi te čutare, ne? Sigurno mladi zaradi te mi. čutare. Tako da ja, no, pripravite se, v kratkem prihaja naša linija mrča, to bomo... Mrča, člani izdelkov, tako prosim, ni Člani mrč, mrč je izdelkov. tak čip, to je čip se sliši. MRČ. Bomo naredili svoj MRČ in to se bo zgodilo pri 2000 subscriberjih. Tako, ko pade 2000. Ja, in kaj bomo še naredili pri Klikajte. 2000 subscriberjih? Pri 2000 subscriberjih naredimo člani exclusive content, to ne te člani, ampak YouTube člani. Ja. Boste dobili en podcast več na mesec, ne ki bo subscribal, tako da, Ja, za, koliko smo rekli? ne vem, to Ceno bojo še nismo videli. postavili, ampak napište v komentar, koliko se vam zdi primerna cena za en ekskluziv podcast, ki bo tudi manj moderiran, torej bo še bolj divji. Rar. Članstvo pri članih. Mislim, postani pravi član, ne? Dobro, dovolj promocija nas in drugih, ampak jaz ponovadi ne furam trenirke, ker nisem za trenirke, ampak Slovenščina matura 4. Trenirke. Tako, trenirke, prosim. Malo jača. Nič, koliko je vaš teden? In kako se počuti? Je tvoj mali Rimke Tak. svoboden? Ful si tak, komod. Ful, Ja, tak. je res. Ful se mi, prav bi bil uno. Ja, ma trenirka je res cool drugače. Pač športnih stil je najjače furat. Ma meni ni osebno, ampak tako. Mislim, so benefiti, recimo tako, ko nimaš nekih, ko bi rekli, da imaš nekega sestanka ali karkoli, ne, dobro, tudi odvisno s kom, ne, ampak za službo pa še bolj biti mogoče malo bolj tako, ker tudi kot se oblečeš, tako se lahko ti počutiš, fakt, malo se mi dviga ta voda. Tako da ja, in... Tako domače, jaz imam trenirke tako doma furam, in tako pač, ko se športa,
Pač ne, zdaj se počutim Jaz ful nisem še tako, nikoli v life športov v trenirki. Čemu si športov? Moj Nag. tip v trenirki, jaz nisem, kjer šport delaš v dolgi trenirki? Ne vem, če greš spomladi ali kaj, preden Teč je še tipo, zim. teč. V gore. Okay, ajde. Tipo ono, ne vem, jaz vedno imam neki bolj drugi material, ni bolj, veš, Pajkice. ne specifično pajkice, tudi ne hlače niso iz trenirka materijala, niso bombažne, razumeš, trenirka je res bolj za chillat. Ne vem, tipo jeseni greš, ne vem, basket ven igrati, za kratke ni, za trenirko dolgo. Mogoče res. Jaz asociiram trenirke, ko sem bila v osnovni šoli, sem hodila vseh 9 let na gimnastična tekmovanja in smo imeli trenirke. In pač smo imeli dres in potem smo si dali čez trenirke za ogrevanje in to in mi je ful nostalgično. Jako. Top. Tudi hude trenirke, mislim tako. Lepo. Ja, lušno. Ja, trenirka je tako, dajmo reči. V glavnem, Jurček, da se vrnemo nazaj, ti Simpatično. si zdaj zdrav, si dober, si spreman. Sprema na nove izzive. Tako da, Ja, jaz sem tudi, mene se nič ne dotakne, jaz sem imuna na vse bolezni, bila sem tudi pri zobozdravniku. Zobozdravnica mi je pogledala zobe 10 sekund, rekla perfektno, hvala, nasvidenje. Povej, kdo ti je zobozdravnica. Zobozdravnica je od Rimaniča mati, Ne laži se. oziroma ona je asistentka zobozdravnice, tako da. Povej še, kdo ti je zrihtal tako najjačo zdravnico. Najjačo in the game. zobozdravnico mi je zrihtel seveda nihče drug kot Matej Rimanič. Misliš najjači Matej Rimanič? Najjači A, Matej ta. Rimanič, če še kdo Nekje ne obstaja. poznam Mateja Rimanič, sem samo najjačega. Mateja Ja. Rimaniča, ja. Mislim, samo oklicanega Pre-name. najjačega. Ne? Zdaj se ful upravičujem vsem feministkam v občinstvu, pač danes ga bom ful mens predal, ker ta trenirka, stari, prav, Se ne bojo užaljeni, po mojem. bom imel roko tle, da se ne vidi mojega mednožja. No, tako da. Zelo Ni lepo nič od tebe. za videti, tako da. In no gumb, no soundbite. Emotional damage! Ne, ti moraš najprej, jaz najprej hočem čuti Rimaniča, ne, ki je to bo. posnel Okay. video spot za komad Mene zebe in so obe snemali v Kranjski gori, ampak Rimanič pove nam kaj več. Naredil sem komad in snemali smo v Kranjski gori. Wow! Nekaj ta vikend, mislim, prejšnji vikend smo šli snemati v Kranjsko goro, Mene zebe, komad od zunaj, vsi čeknit. Bilo je mrzlo, bilo je ful mrzlo. Kaj misliš, da komat tudi zebe, če je v zunaj? V glavnem, en kolega, shoutout Matej Klan, mi je zrihtal apartma za džabe, mislim, njegov apartma. Jaz kličem člana, ki je moj Kranjska gora hookup. Član, poznaš kakšne hotele, apartmaje, ki bi lahko jaz tam snemal za kakšno promocijo, je rekel, član moj ti da mojega. Ok, fucking sick. Njegovi sosedi tam okrog so bili full cool, od enega starega nonota in nonice smo si sposodili sanke, tip imel tako 6 sank pred bajto. Wow. Vse barve in je rekel, ja, vi samo vzamete. In je bilo full hecno, ki je vprašal, ma zakaj rabiste? Ma ja, nekaj snemamo. Kaj snemaste? Snemamo en video spot. O, hudo, kdo je glasbenik? Ja, jaz sem glasbenik, ne. In kaj delaš, kaj poješ ali kaj, igraš kitaro? Ga repam. Je rekel, ok, hudo. Kaj zdržiš z glavo? Tiho, zdaj sem reper, lepo prosim. Zdaj smo dali v naslov, Matej Rimanič postal Tako. reper, ne vem. Njegova žena mi je dala mail, da ji pošljem, ko pride komadič ven, tako da jaz sem spomnil, moram še poslati. Tako da zdaj vsi, ko srečate Mateja, ne reče več Matej TikToker, ampak Ne. Matej reper. Zdaj sem. Zdaj se Reper. identificira kot reper. Mislim, tako še reper, bolj ne bi rekel, bolj kot tak glasbenik, bolj sem za glasbenika zdaj, ki zdaj ustvarjam glasbo, ne. Aha, ja, ma se strinjam, ti si res. Vsestranski. Ja. Tako. Najjači pač. Ja, Tako. najjači Matej Rimanič. Jaz ne vem, če bi tipo vse dobre lastnosti moških dali v enega človeka, To bi bil Matej. pač. Poštiram, če kakšna zgodba. Iz Kranjske gore. Ja, dej, lahko vsi čekajte ta video spot in meni je bilo ful obljubljeno, da bojo tam ženske bolj nage. Ampak pol vidiš ono, kot da so prišli iz knjižnice, ona, Pa stari. če je zeblo, ki nisem mogel tam pupa, da trpija. Mislim, obljubljal sem jo drugače, zdaj jaz sem pričakoval več golote, tako da pol vidim samo tam ono noge od Staša, ono tank.
Dejansko tam smo snemali na jezeru, ki je staš na Flamingotu. So prišli Italijani, ki so v videu, tako vsi ga tam celo jezero ga je slikarlo in pride kaj delaste, ne? Snemamo music video, jaz tako sederem, to je največja pop zvezda v Sloveniji. On je moj bog, kaj resi, ko se lahko slikamo s tabo, so se slikali in pa tam še hengali. In so rekli, kaj, tipo, lahko letimo s tabo v video, in smo rekli, valjda fucking ulete v video. In najbolj hecno je bilo, ki pač mi smo predvajali muziko in Staš je na to lipsinkal. Torej, lipsinka se na muziko. Oni Italijani tako, zajebali muziko, zajebali vse. Stašu, po italijansko, si sprema, najde 1, 2, 3 in Staš je mogel njih loviti. Tako da to je bilo smešno. Huda je bilo, ki so rekli, nauči nas malo besedila. In stari ta Staš, kjer je del, da jih naučim? Nič kaj, in tako, listen, vsaka druga sneakiling je Staš mene zebe jih nauči. Ne, to rajši vas naučim. Jih je naučil mene zebe. In tam jih vidiš, to je zebe me. Mi fa Fredo. Tako. Bala je bilo. Začeli snemati in jaz sem bil ful lačen. Smo prišli zajtrkam, jaz sem bil ful lačen, toliko lačen, da sem se potil. In vidim tam, smo bili sredini česar, je bil en tovornjak s sirom, je prodajal sir. Sem rekel, fuck it, grem kupit magari za 10 € bati tam za en kos fucking sira, da pojem ta fucking sir, ker sem bil lačen. Pred mano ene 3 Italijanke. Mater jim italijansko. Ma questo formaggio da Kranjska Gora. Ma cosa è questo pezzo? Che lahko pravimo tega? È da pecora questo? Che lahko pravimo tega? In tam so bile 15 minut probavali ta fucking sir in pol tip mene pogledal in mi dal ni pogled, bi komuniciral s tabo, ma so te 3 tako da počaki in jaz ga pogledam, ni panike. In da je, bomo vzeli tega. Vzamejo denarnico in pol spet. Ma kjer je tako, lahko probamo tega? Ponorel sem. A modilo se nam je, ker smo probali ujeti sonce, ker v Kranjski Gora ima sonce tako 3 fucking ure. Od 12 do 3. Tako da bil na Aljaski. Iz gore za goro gre sonce. Ja, prav fucking vija. In pol jaz sem cel po pizdu. To smo bili na italijanski strani, nekje čez meje smo bili pri nekem jezeru. To ni bilo lih v Kranjski Gori. A ni bilo jasno? Ne. Ono bilo tipo, 15 minut strani iz Kranjske Gore v Italiji. Pač tam sami Italijani na parkirišču. In jaz pridem cel razpičkan do te moje ekipe in jaz stari, sako il mio cazzo, te Italijani, in tako vsi me pogledajo. Ribali smo v fucking Italiji in jaz upizde, tako malo pogledam okoli in celo parkirišče se obrnilo in me gleda. Po italijansko to meni pušte mi kurac Italijani. Kaj ni kaco? Kaco je kurac. Kaco je kurac. Kada jaz na vas glas, tuznite mi ga. V glavnem, hecno je bilo, lepo je bilo. Ti si resen po Balin. Sem tak, kašenkrat, ja. Prav se moraš obriti na Balin, da bo skladno z osebnostjo. Hvala. Tako da je bilo lepo je bilo snemati. Zdaj imam malo več respekta za vse umetnike, glasbenike, ki snemajo video spote. Misliš tvoje soumetnike? Ja, pač, ne. Zdaj vem, kako je biti, ne. Čakaj, kaj bo šel na hip-hop reunion, ki bo... Veš, kaj sem se zajebal, ne? Zajebal sem se, ker sem dropnul komad po Emi. Če ne bi Danes je finale Eme, oziroma je že bilo. Danes? Mislim, da je bilo. Danes. Tako mi to snemamo. Objavljeno je bilo. Okay. Danes večer je, ja. Imate favorite? Ne gledate? Ne gledam. Ja. Čakaj, kjer so bili kaj komadi? Vem, da ima Uni iz TikToka, veš? Arne, ja. Arnema sem videl. On ni tako tekmovalec, on je samo vodil emo. Ja? In je predstavil nov komad. No, to sem videl njegov nek na TikToku. Na Valentinovo smo dropnili 3 komad, vsaj da jaz vem. Jaz, Arne in Junior. In meni, da je še nekdo dropnil, ma sem pozabil kdo. V glavnem, tako bom rekel, flow in vse skupaj Junior fucking the shit, brez govora. Drugi sem bil jaz po kvaliteti celotnega komada in Arne je naredil dober komad, všeč mi je besedilo, malo me je razočaral, sem pričakoval kaj več, ni njegov najboljši, je dober, ni njegov najboljši. Tako zato za nas 3 vem, da smo dropnili na Valentinovo, tako da bi nas rejtal Junior, jaz in pol Arne. Kaj pa recimo, če tebe bi dal bolj kategorijo teh YouTube reperjev, ne? Mislim, kot ko sta Jake Paul in Logan Paul. Ali pa tipo, ne vem, slovensko budalo sceno, ne? Ja. Ok, in kaj, recimo, če se primerjaš slovensko budalo, ne?
A ja, tako, slovensko budalo, Dani, smo te imeli tle, no hate, pač, moj komad je 100-krat jač od tvojega, pač, sorry brate, pač. Ne, vsi povete, no, če mene zebe, ali kaj ima, on ima ne par komadov. On ima milijon, ni dober, milijon sem ful pričakoval, da bi bil boljši, oni milijon, edini catchy del je to, drugo slabo, meni neužitno. Escobar je hecen, črni kon je hecen, niso slabi, so taki džem, ampak zdaj sem dropnul mene zebe, pač. Kaj mislite, da je v bistvu Sorry, Dani, te imam rad, ampak. Kriterij za to, da je komad dober? Da je catchy, da ga poslušajo lahko vsi. Ali pač to, da je, misliš, zdaj je to dober ali popularen? Mislim, to je itak subjektivno. Kaj je dober ali popularen? Da je hit? Da je hit, ja. Ja, to pomeni, no, to je Ne, drugo, to je ne? različno. Ja, hit je takrat, ko največjem, da je všeč največ ljudem, Ja. I guess. Torej, da je verjetno nek catchy refren, da se prime na TikToku, lahko za kakšen ples, to tudi po moje ful pomaga. V bistvu, če je hit, ni nujno, da je dober, da je kvaliteten, mislim. Ja. To je itak. Ne vem, pač glede to, spet nič zamere, Dani, te imam rad. Ampak moje besedilo, pač moj komad ima zgodbo. Notri je cela zgodba, besedilo je jako. Tip ga repa o temu, kako ima denar in kako hoče biti bogat in še to rime slabe ful. Vse je v mojem lifeu je isto, kot da je film 300. O moj bog, brez zamere, Dani, pač slabo. Čekaj, film 300, to je oni, tipo Sparta scena. Ne vem, ali je mislil to, ali je mislil, kot da je pač spet film, veš, že 300, unoj sequel. Veš, Ne, po moje, kao da je on, ne vem, nisem. Štekaš, vse je isto kot film 300, what? Ja, film 300 je ono, Ja, vem, ko da je ono, je veš, ko so na kupu oni, Ampak zakaj bi bilo vse isto? Sparta, ki ga porine dol. Zakaj bi bilo vse isto? Je kao, da je on špartanec. Mislim, zgubil sem respekt, zdaj vas bom tle expozil, celo ekipo. Ne vem, zdaj mi je poslal klip Uni Dani, ki je z njim na komadu. Ne, Domen, ja. Tip je rekel, da pred tem komadom ni vedel, kdo je Sylvester Stallone. Pač, To je neki kitarist, ne? Ja, Kje igra John? pri Bohemian Rhapsody je bil. On je bil tam kitarist. Pizda, svakamu čas, mislim, dalec so prišli s tem bandom, overall. Veš, da so Bohemian Rhapsody, ni 3 črnci. Bohemian Rhapsody? Ja. Pizda. Oni, ki so iz Cromptona. Ne, ono je drugo, je. Ne, Niso oni iz... Kje so že? Skočevja. Ne, ono Eminem je isto. A, Ja. Folk zameša, veš. ja, pizda. Ok, torej, Sylvester Stallone, torej, ni bil problem. Tako da v glavnem... Čekaj, Sylvester Stallone se je rodil na Silvestrovo. Čekaj, te je kao smešno za popis, da si tako valja ženska. Lema, te zdaj se moraš Meni je nasmijati. bilo se to posmešno. Rej tako. Ja, nič, to, hudi slovenski komadi. Kot sem rekel, ne vem, če ste sledili zgodbo v komadu, je to, da ena punca me hoče upecati, samo je mrzla in jaz se ne pustim. In pol pride staž, ki pove, kako pogreša poletje. In pol sem jaz, ki sem prehlajen. Misliš, ko poje v svojih sneaky linkih? Tako. Stare, oni del je bil najjačimo, ne? Res je. Kratke hlače sem se drink, vsaka druga sneaky link. Ja, komadič, pejte čeknit. Ok, no, smo že na YouTubeu, ne? Ja. Mislim, kaj ti si dobil kakšen hate comment na YouTubeu, ok? Nas samo hvalijo. Vsi na mene zebe Samo hvalijo. napište. Ma ne, napište že, če jebi se Jure. Tudi lahko. Tudi. Ne, ampak kaj se zdi, te hate komentarji in to, ali pa ta, mislim, kaj se zdi, da, kdo piše te komentarje sploh? Ljudje. Ljudje, ki so nezadovoljni Pač- s sabo. Največji hec je, ko vidim na TikToku, na YouTubeu, povsod, ki rečejo, nimaš imena in nimaš profilke, pač ne vem, imaš user 1, 2, 3 in pol folk, to je fake profil. Ne, to je pač pravi fucking človek, samo nima username in jo, to so tako fake profili, ki ti pišejo. Ne, to je pravi človek, samo ti tako pove v faco, da si slab in pač spremi, če si slab, si slab. Tudi jaz sem dobil 3 komentarje, o moj bog, koliko autotuna si uporabil. Dobrodošel v glasbeno industrijo, eden komad ni brez autotuna in ja vem, porabil sem ga v pičku mater. Mislim, so tudi komadi brez autotuna, samo ti nisi pač pevec. Pač ono, koliko autotuna si porabil? Vse. Ti pa rekel Vse. autotune, yes. Ja. Ja.
How much autotune? Yes. Ampak ja, full hecno mi je, ki ni zdaj tle bila fora uporabiti autotune ali ne, pa tle bila fora narediti nek catchy komad. Dobro, kot da je ti puno štekaš, študiral petje, ona. Ja, kot da hočem glasbeno kariero, pol mi neki reče, ampak... Ne vem, če ne, jaz ne vem, nisem dobil hejta in... to sem hotel reči. Se mi zdi smešno, ko vsi, to so fake profili. Ne, niso, to so fucking pravi profili, pač prijazni se s kritiko. Ja, to mi bo vedno smešno. ja, dobro, ampak to je... Ja, Ja, povej. povej. Ne, Ne, jaz sem te prekinila, povej. zdaj sem zgubil ono. No, povej. Da, ki si rekel, sprejmi kritiko, ne? Ampak pač ni nujno, da je njihova kritika konstruktivna, tako da to moraš malo selekcionirati, kaj sprejmeš in kaj ne sprejmeš. Bolj v smislu sprejmeš, da ne rečeš, to je fake profil, to ne obstaja, ne, to ti je nekdo napisal. Ja, ok, lahko je hater, ok, ampak sem v tem smislu, da pač meni ker fake profil, ne, pač legit profil. Mislim, dobro, ti miš, da... Veš kaj, bolj v smislu mi je smešno, ko nekdo naredi res, tipo, ajde, una Arija iz TikToka, stari, ko je žena dosadna, ona. Ko nje nekdo nekaj napiše, piši mi iz pravega profila, tle si skrivaš za fake profilom. Kakšenkrat pravi hočem jaz komentirati, ko jebi se slaba si, da ne more reči, edino, kar lahko reče, fake profil, ne, evo, ti jaz Pa ni ona tipo neki ljudi celo tožila in tako stvari. Ja, žena je, Ja. ne bom nič rekel, koliko nočem, da me toži. Ne, da te je blokirala. Ja. Pol ne Ampak je moreš naredila je še en profil A. in oni profil mi je prišel na For You page, sem jasno blokiral. Zdaj sva si. Dobro, dobro, ja pač, mislim, se spisati, hejtati ljudi samo da hejta, čeprav ono, da te nekdo hejta, moraš nekaj narediti, da te nekdo, ali pač, ne vem, to je ono, ki mi ni jasno. Ma veš kaj je fora? Ful je pokvarjena mentaliteta vseh teh influencerjev zdaj, zato ki vsi preveč pušajo to hejteri, če nimaš hejterje, neki ne delaš prav. Ne, To ni res, če ja. nimaš hejterjev, delaš vse prav. To je skregana mentaliteta. In pol so primeri, naprimer, ko bi rekel, se najdejo ljudje na TikToku, ki ne poštekajo, kdaj res je nekaj slabo. In pol mi mislijo, Dobro, to vemo, kdo so te ljudje. ja, ampak samo- vzamejo to mentaliteto kot, hejteri, ja, vi kar hejtaste, če imaš hejterjev, ne delaš nekaj prav. Ne, pač tako, folk ti daje dejansko kritiko, ono dobro, ampak imaš folk, ki prišla ta mentaliteta, ki vsi to pušajo, največji influenceri to pušajo, če nimaš hejterjev, nisi dober. Ne, pač, ne. Mislim, vedno bo nek procent hejta, ampak če te hejta 50% ljudi, mislim, hejta pač, hejt. Ne vem, to sem fulkrat že imel vprašanje in dejansko sem bil na enem dogodku, ki me je pač tip to vprašal na tam odru. Kako se odzovem na hate komentarje? In nočem zdaj zveneti arogantne, ne nič, ampak pač se ne odzovem, ker jih nimam. Plus sem rekel, da sam sebe backam up, vsi dobri ustvarjalci, bom rekel za TikTok, ki tle največ delam, nimajo hate komentarjev. Zakaj? Ker so dobri. Lahko tudi, če napišeš nekdo hejt komentar, ne bo nič od tega odnesel, noben. Tudi ni, da je hate komentar tipo največji, če sem dobil kdaj v lifeu 5 hate komentarjev vse skupaj in je bil tipo glup si. Ok, to sploh ni zame hate komentar, štekaš. Ampak ono folio te hardcore hejta, ne vem, pač dobesedno vsi zdaj kreatorji, ki sem videl YouTube, TikTok, bilo kje, če imaš dober content, nimaš hejterjev. Mislim, at least če imaš malo te samo refleksije, I guess. Ja. Mislim, Ugajati tak ne boš mogel nikoli čisto vsem. In vedno se bo našel nekdo, ki pač te bo hejtal ali ki mu tvoje delo ne bo všeč. Ampak to so ampak ljudje, ki se tako izpostavijo pač s svojimi hate komentarji, ponavadi so taki, ki nimajo lajfa in ali so ljubosumni, ali Vidiš, jaz niso sem zadovoljni s sabo. Devež advokat le, pač jaz se ful ne strenjam s tem. Kaj pa? Jaz vse te hate komentarje, ki ti praviš, in to je ta mentaliteta, ki vsi prodajajo. Jo, to človek za hate komentarjev nima lajfa. Vse te hate dosti jih nima, ampak kakšni so tudi resnični. Odvisno, če da konstruktivno kritiko ali pa napiše glup si, to je slabo. Ja, mislim, to ne jemljem za hate komentar, to je tako kar nekaj. Da ti tako straight up napiše, oh moj bog, to, kar si naredil v videu, bi bilo slabo za popizdit. To za reč, ne vem, meni jemljamo kot hate, ajde, lahko je hate, ampak to je komentar, ki je ok, ajde. Ampak Ga bom acknowledgeal, da obstaja, glup si, to je kar nekaj. Hočem jaz reči, te komentarje jaz vidim na kontentu, ki je slab.
Če slab content, boš dobil to. Če ne boš dobil. Ali pa se bojo razgubili med 1000 dobrih komentarjev. Samo če Ja. napišeš samo to je slabo, to ni nobena konstruktivna kritika, to ti ne pove nič. Ja, ne, Kaj je samo pač slabo? vse skupaj je slabo. Ja, ampak štekaš ne definira točno in ne moreš pol se na to zanašati. Mislim, pol naslednja stopnja tega, prvo je hate komentar, pol se pa zgodi, ko je res ful slabo, pa dobivaš spet pozitivne komentarje, ker te še bolj prcajo v glavo, kao veš. Ja, ma to, če si zabit. Ja, pol se v to sprevrže, pol pa začnejo pisati ono, kako si ti v redu, veš, oni vzame to, kot da je pohvala, ampak je pa sarkastičen. Ja, in to folk ne šteka. Mislim, ne vem, ali ne šteka, ali se dela, da ne šteka. Ne štekajo. Ali pa sarkazem nazaj, ono, prosim. Ne, hvala. Ja. Ne štekajo. Ja, samo meni je to malo tako, ne vem, vse imamo dosti primerov na slovenskem TikToku tega, ne? Imaš une razne ljudi, ampak jaz ne vem več, jaz včasih se sprašujem, veš, kot recimo Damjan Murko, ne? Ker on se zajebava iz tega, ne? Pri njemu veš. Ja, pri njemu veš, samo jaz se sprašujem, ali eni določeni te tako vejo to, Ne. kakšen ve, ali noben ne Ni ve, šans, misliš. ne ve noben. Ni to njihova persona igra slash, Ne. veš kaj mislim, da je to njihova 100%, persona. Če ne pa svaka fucking Sej to, čast. Svaka čast. Povej mi, zakaj bi kdo hotel to glumiti? Zakaj bi kdo hotel biti znan kot to? Ja, vse dobivajo brandire. Ampak dobijo majhne in malo rastejo. Dobro, pač lej. Tudi z majhnim morate biti zadovoljni, ne? Punce naše. Mislim, veš kaj mislim, ne? Bolj mi je zanimivo, ko te, ki plejejo glupe in pol splejejo te, ki mislijo, da so ful pametni, razumeš? Ja, ma vidiš, opaziš, tako je vidiš enega, ok, ta fucking glumi in pol vidiš enega, ki ne glumi, je samo smotan. Ja, se jih poznamo. Ja. Samo meni tudi to, da bi pol take ljudi da bi jih vlekli sem, recimo, se mi zdi pol, A ja, bala, pač to je tako drkanje. da mi folka pol v glavo. zlorabljamo, da bi mi zlorabljali pol Ja. to, da pač on ne razume ta človek, ne, specifično. Ja, ampak fora je, kako ti delaš s tem človekom. Ja, to je tudi res. Tudi koga, straight up, sarkastičen si z njim, to je Mislim, jebanje v glavo. Če pač nisi, ni jebanje v glavo. Vse imamo te naši največji slovenski youtuberi, kako se obnašajo z nekaterimi ljudmi tudi, ne? Vemo vsi, ja, koga misliš, Jure? Začni malo drame, dej, začni. Ne, ne Drama, bom drame drama, Ne, drama. brez All veze. Dovolj že drame na drama. slovenski All sceni. drama should remain on stage. Kakšen se vam zdi naš content? Vam dvem. Pač, Mi je všeč, ker dajemo ven. jaz tako razmišljam, ne? Meni je všeč, ker dajmo ven, ampak mogoče bi mogli dodati še kaj, zdaj, dodati še kaj valuable za naše poslušalce. Sicer strinjam. lahko je za njih valuable to, da odklopijo možgane lahko malo. Pa je dobro, kakšen life lesson, da se naučijo, okay, da čujejo takega. Ja, recimo, samo se mora tu nam več dogajati, več bi mogli potovati, več bi mogli raziskovati. Saj pač mi se to trudimo, mislim, jaz se trudim, ampak te life lessone ni tako, kar ne dobiš, tudi berem, ampak ne dobiš kar life lessone, ki lahko deliš z ljudmi, ne? Ala, pač, ko bi rekel, je to ful podzavestno, sem ugotovil vse primere. Jaz sem bil v Kranjski gori, imam najjačega kolega, nek ranje, čarav, fucking najjači tip. Kličem jaz njega za kontakt od te iz Kranjske gore, ki sem pozabil številko za apartma. In me reče, ker rabiš pomoč pri videospotu. Ja, si fraj, ja, ti lahko snemam. Fuck je, pridi mi snemat, mano, ne me fukat. In tako pač, iz tega lahko bi jaz delil life lesson, zavedaj se, ko je dober folk okrog tebe in jih fucking ceni do lune in nazaj. Tako da, ja, hengaj, prepoznajte in pol se družite in ne spustite ta pravi folk, ki je okrog tebe. Čeprav, ja, imejte svoj fokus, ne? Mislim, plus gospodično video spotu, članka Staško moj, legenda, shoutout Sara od Nika Pupa, brez nje ne bi preživeli, ona nam je kuhala, ona je bila naša pomočnica za vse, tako da najjača, tako da ko imate pravi folk, jih cente. Ne, to sem bolj vprašal, če vam je všeč naš content, ki ga dajemo ven. Meni je všeč. Ja, meni je všeč, ja, samo sej smo ga že malo obgledali, ne? Recimo, da smo dali Ne, že ne. malo value, a s tem, da smo dali Aninih 5 minut, da je malo life lessonov, recimo nekih njenih, ne? Ja, ma jaz nisem zdaj namigoval na to, jaz sem namigoval. Nam je všeč. Ti je všeč. Ja, Nam je Ja, všeč. nam je všeč, pač dobro. smo bolj comedy podcast, tako da
Pač tako res za dati možgane na off, ne? Ker imamo več vrst. Pod komentarji, ful smo veseli, da vam je tudi všeč. Na TikToku naš profil Stari grmi, folku tudi všeč. Ja. Jaz vem, ki to dajem, jaz ta content, ga jaz tam, je fucking eliten content, dober content imamo. Imamo kakšen hate komentar? Ja, kakšen je, ne? Mislim, zdaj ne tle spodbujati folk, ne? Ne, pač, hočem reči, ga nimamo, ker se potrudimo, da imamo dober content. In nam je res mar, da vi dobiste najboljše. Mislim, dober content, mi smo pač pristni mi. Ja, tudi to je pomaga. Ne igramo nobenega drugega in smo, kar smo. In tle, lahko hejtaš, pač bolj specifično hejtaš nas, ono, pač on je bumbar, jaz sem bumbar. Vse pač smo, tako da napište, če mislite, da smo. Ne, ampak sej, kakšen je, sej se znajde, kakšen 2, mogoče 3, da imamo. Tudi na YouTubeu nimamo nič dislajkov skoraj, ne. Ja, ti pravim, ni zdaj to, da govorim, da se hvalim, ampak to je ono dokaz, zakaj dobiš komentar, to je slabo. Ker očitno neki notri je slabo. Ali pa zakaj... Mislim, razen če nekdo hujska proti tebi, da napišeš nekomu, hej, to se tudi dogaja, sem videl v slovenski sceni. Ampak če ne... Zakaj jaz in Jure ful ne maramo enega podcasta? Ful ga tako, ko je slabo. In bomo napisali v faco in mu rekli, pis, da si slab. Ampak zakaj? Ker je slabo. Ne, ker so arogantni. Ker je slabo. Ja, pač, ker je slabo. Če bi bilo dobro, ne bi nič rekli. Ja, ampak recimo mene pa zanima, zakaj se sploh štekaš ukvarjaš pol s tem slabim. Ni, da se ukvarjaš, sem tako prej pogovor. Tako, zakaj toliko lights your fire? Pač tako, kaj ono, sej, ima dobro, kaj ko hrana, kaj je sve, zakaj se ukvarjaš, če je dobra ali slaba hrana, ne vem, kaj... Ja, pač ti konsumaš content, tako da konsumaš hrano. Vem, samo če ti nekaj ni všeč, pač to izločiš. Ja, pač poješ in rečeš, je slabo bilo za jesti. Naprimer, grem za jesti v pizzerija 1, 2, 3 in je za en fucking kurac. In ko se mi dva dobiva na pijači, ona, nej tu pizzerijo 1, 2, 3, ki je za fucking kurac. In to je isto. Smo gledali podcast, greš pazi v to, pizzerijo, net tam, ki je za en kurac. greš v pizza 1, 2, 3 in dobiš fucking salmonelo, ali neki. In valjda boš rekel kolegici, ne iti v to pizzo. Ali ti bi jo poslala? Ti bi jo? Fiks. Ja, no? Ja, se to žoga vračam tebi. Bizaren primer, Ja, ne, jaz pač stvari, ki mi niso všeč, pustim stati, ne, zato ker pač velja pravilo, what you focus on grows. Tako, če se ti ful na negativne stvari... What you focus on grows, škifo. Ok, mali rimke. Ne povej, Ana, dej. Ja, ne, to, kaj? Ja, in kaj, ti pa jaz nočem, da oni izrastejo s tem podcastom. Jaz hočem, da zraste. Zato sem... Polim ne daj fokusa. Bo, Matej, Vidva, kar jaz ga bom. Deluje. Pa ti vam si sem mogoče bo pomagalo. Ja, na te je to šlo, Jure. Dobro. Ne, tako da ja. Ok, to ne deluje. Bova mi dva se še. V glavnem, fora je, ni zdaj what focus grows. What you focus on. No, se ni, da se fokusiramo, samo rečemo, leko je slabo in gremo z lifeom naprej. Je pa ful novih podcastov na slovenski. Pač legit. Vsi hočejo nekaj govoriti. Ne, jaz... Ne. Greš, Ana, greš! Veš kaj? Greš! Ne, jaz iskreno sploh ne spremljam. Ker ste tako slabi! Ne, zato ker spremljam pač svoje stvari. Kaj pa gledaš ti recimo na... Jaz gledam ful TED Talkov, ki so res o različnih temah, dosti psiholoških, življenjskih in mi je pač to najbolj zanimivo gledati. Tako da jaz podcastov niti ne poslušam, oziroma nekaj časa sem poslušala en italijanski podcast, zato da sem se pač učila italijansko prek tega. Že, ki smo pri italijanščini. Ko je bilo kje v službi s Italijani? Je bilo smešno, zato ker
Zadnjič sem v službi prvič spregovorila z enim Italijanom in bila je pa fora, da on mi je nekaj rekel, nekaj skuza, kao nekaj oprosti, ker je prišel do nekega nesporazuma in jaz sem mu pol hotela razložiti, da ne, sej jaz sem tudi del tega nesporazuma, ampak v glavnem nisem našla italijanskih besed za mu to povedati, tako da pol sem zablokirala in pol sem mu začela govoriti cel monolog o temu, kako jaz ne znam italijanščine govoriti. In to sem seveda govorila v italijanščini. Sem imela cel monolog. Ja, jaz ne znam govoriti italijanščine, razumem dosti, ampak govorim bolj slabo in sem začela gledati celo italijansko serijo, zato da pač se mi italijanščina izboljša. V glavnem, tako paradoksalno je bilo, no. Mi je ful smešno. Jaz mu rečem, scusa mi Italijane, non molto bene, prevod moja italijanščina zelo slaba je. Vse nas me reče, je okej, in gremo mi pol dalje. Ne, jaz dejansko pač hočem malo bolj vaditi italijanščino in malo bolj se naučiti. Vse meni je lep jezik. Ja. Jaz sem jo znal, Jaz sem jo tudi znala, sem jo imela celo na maturi in pač pol je nisem prakticirala več in sem pozabila. Italijanščina 4. Ja, dejansko. Ampak je dobro pač znati več jezikov. Ne hočem znati poleg angleščine še en jezik ful dobro. Nauči se jezik ljubezni. Ja. To je prišel prav. Nauči se uporabljati svoj jezik. Že ki smo o jezikih, jaz sem ta teden govoril slovenščino javno, to je bila ful dobra tranzicija. Kaj Ne, imel sem stand-up. In je prišel do Jure prvič na stand-up. Jaz sem bila že tretjič. Ja, supportive fan number one. Ja. Mislim, prvič in zadnjič. Ja. Tipo bolj sem se smejal, ko sem bil na pogrebu. Hecam, nisem se smejal na pogrebu, niti na podcastu. Niti na stand-up. Mislim, ja, malo sem se nasmejal. Ni bil kriv Matej, ker njegove fore sem že vse slišal, itak jih non-stop govori. Ja, pač nekje moram jaz to testirati, da vidim, če je dobro zaiti na oder in Jure pa že vse slišal, ni bil tam. No, ne, vse so mi bile dobre, jaz sem ga najbolj spodbujal tam. Dej, stari keb, veš, ko si me vrgu z tira, ko sem prišel na oder, jaz sem bil pravno, ne, easy, zdaj bom jaz tak, chill, in čujem, to rima nič! Prvi bil, to rima nič, in pol tip začel učen, rima nič. Ne vem, kdo je začel, sam čujem, rima nič. Jaz sem boj tiho, vem, da moje fore so dobre, ampak niso tako elitne, da rabiš zdaj čentat, ko pridem jaz van in je bilo samo, prosim, ne jim dvigovati standardov. Vete se jaz krivo, da... Pusti, da jim jaz postavim standard in da vejo, kje sem, koliko se smej. Ne, je bilo dobro, ne vem, ne. Tudi drugi, ki so bili, en mi je bil tako, ki je imel malo bolj črn humor. On je bil dober. On je bil dober, Matej mi je bil dober. In pol je bil na koncu šel nekaj tim v dopivec, ki sem šel v strano, ne zato zaradi njega, ampak zato, ker se mi pač ni več dalo ne smejati. Ne, žejen sem bil, ki sem prišel s treninga. Ne, ampak dejansko je bilo zdaj dokazano, on lahko vidi, koliko je na nas komikih in koliko je na publiki. Zadnjič... A ti se identificiraš tudi kot komik zdaj? Glasbenik komik? Fuck. Veš kaj, zdaj mi je dilema... Si trans job. Kako se nekomu predstaviti? Čau, jaz sem Matej Rimanič, kaj? Vem, kaj ima največji impact na... Umetnik. To se zveni, kot da tam kadim travco in ne vem, kaj bi radilo v lifeu, štekaš. Fuck. Cilje na celotno umetniško sceno. To se vsi furam socialno, kadim travco in naredim en projekt na 3 leta. Pač ja, get fucking wrecked umetniki. Jaz bom tožil. Vsi umetniki, ja. Ne, sorry, ko meni rečem, lega, tako že moja familija, ki me drka v glavo, lega našega umetnika, prosim, pač ne, prosim, to... Hvala, da ima to slabo konotacijo. Eno stigmo ima, sorry, ki reče, lega unga umetnika. Ana, potegni se ne mikrofon, tvoje špagice. Špagice, res ima ful dolge špage. Ja, ma nesi da ravno, da so obe enako. Pa sem jih že prej nastavljala. Prav te moti. Ja, ne, pač tako, ne, da delamo lepo sliko naprej. No, glavno, ne vem, ko se zdaj predstaviti nekomu. Dosadan mali kurac. Ne, to je ta. Tako ga predstavim. Velik dosadan kurac. Ta sem pa jaz. Zdaj ne vem, kaj se hodo reči. Ja, stand-up, okej, komik, ne, ja. Zadnjič so bile iste fore, isto. Publika zadnjič crkavala smeha, jokala, zdaj je bila publika na enih forah. Tako da,
Odvisno od da- publike, od vajba. Krivo bom komike pred mano. Ne, skecam. Nema, drugače, oni pred tabo, en je res me zamoril, ne bom ga omenjal, stari, tip ono naredil celo... Pred mano je bil kul. Ne, oni visok. Ti ni Stari, bil všeč? ti prav ono tam, smisel, kot da je bil 20 minut gor. Oni bil res dosti časa. Full folka mi je reklo, da jim ni bil všeč. Nema je stari, ono. Pizda, ono, sem mislil, da sem šel na neka, oni, veš, ono, ko imajo, ne vem, recimo, na trgu neke proteste skoraj, ono, tipo, ono, protestiral, ono, neka državna, ko bi rekel, Ne vem, nisem poslušal, kaj ima material, ki... Jaz tega nisem tudi ujela. si bila tam? Unega prvega. Ma Ne, ne, unega oni visokega, Po meni. v srajci. Ja. Ono je bilo, kje je smešno, na kakšni točki? Ne spomnim se. Ne vem, niso vse fore za vsakega. Zdaj pa imel neke fore z nekimi, kaj je že govoril tip, kako so neki jezni v avtu ljudje, ne vem kaj, ono, da je, Jesus. Tip je vlekel ono foro, noben se ni smejal, nič. Bergant vsaj ve, da je nehat. Ne. Veš ono, ok, to ne gre. Ja, ma dejansko so komiki, pa Ja. zato so open mic'i. Open mic'i Ja. so da prav švore, ampak eni komiki res ne znajo, kde se ustaviti. To sem že videl enih parkrat. Ja. No, to testirajo verjetno, ne? Kaj če Ja, testiraš, če se saj, vidiš, saj. da ne gre? Ja, ma testiraš, do koliko ne Ki- gre. Ja, Bergant reče, ok, to ne pelje nikamor, naslednja stran, tako je delo. Ampak ja, ne, smeh je pol zdravja, ful se smeješ. Če se ne smeješ, si star, kome čakate, da boste bili stari. Te moje transition. Ta transition bi rekli, da je bil res slab. Ubijalski, mona. On bi tip rekel, kakšen transition, Tako naredi, ko jaz sem rekel enega slabega, ono. Jaz se zdaj trudim. Ti samo, A ja, mislim- nič kaj druga tema, a? Ok, dobro, ja, kaj, se bojite biti stari? Jaz ne, jaz kome čakam. Jaz kome čakam, da bi bil nono. O ja, točno. Moš imeti prvo otroka. Ja, mal. On je ko že bom bil nono- preskočil par korakov. Ne. Veš kaj, ko si star, kome čakam, da bi bil nono, ker bom užival z mojimi vnuki, jaz ful hočem biti nono. Kaj pa, če tvoji otroci ne bojo hoteli imeti otrok? Jebem ti, bojo imeli otroke. Ana, niso vsi čudni kot ti. Ok, bojo hoteli imeti otroke. Torej, Jana, nočem imeti otrok. Zakaj nočeš imeti otrok? Ne čutim tega, nočem tega. Res ne? Ne. Ma kaj je največji argument, zakaj? Ne. Ne, ni nekega. Preden, ne? Ne, Ja. ne jaz. Fuck off. To je bil Matej, prosim, hvala. Če od Mateja pol... Ne, ti si punca, ne bom ti. Dej, Ko si kaj zavohala, ok, povej, zakaj nočeš imeti otrok, pardon. Pač nočem jih imeti. Ni mi to v interesu. To je to. Nočeš imeti ne kjer je male Ane. odgovor? Ne Bruno? čutim tega, da bi jih imela in to je to. Eni to čutijo, eni to ne čutijo. Pa dobro, Misliš, Konec. kaj mi da mi čutimo, no bom, veš. Ja, ko spoznaš Veš, ti pravega imaš to, tipa, ti boš imaš, čutila. imaš to željo v sebi, imate to željo v sebi. Pizda Ja. Jaz je nimam. Enega lepega Jurčka naredi to, no, veš, Ja, stari moj, mali Ali- rimke dva. ali pa 2 Jurčka, 3 Jurčka. Jaz bi tudi na Making Jurčke. money moves, veš, Jurčke štekaš. Zakaj ne, kaj je ono? Pa ja, to je poceni delovna sila. Valjda daš svoje gene naprej, ali kaj? O, jaz se ful opravičujem, upam, da se ni slišal, ok. Oh, God. V moji prci, fucking nič. V moji prci ne smrdijo, ok? Ko sem se peljal v Kranjsko goro snemat, sem celo podprodal, ne vem kaj sem jedel, enega niso zavohali. Na koncu tripa sem spustil enega in se slišal, fuck, kaj si prdno, jaz sem rekel, ja, že celo pot, fuck, nič se ne voha, tako da prosim, moji prci ne smrdijo. Jure, ko ga spusti, ga vohajo cele škofije. Škaj me naredi tako? Ne vem, v glavnem. Oh, God. Ne. V glavnem nočeš imeti otrok, no. Ne. Ok. Kaj pa psa? Mačko, Ne, nočem imeti ne otrok, ne živali. In kaj boš bila samo ti? boš morala sama. Jaz sem partner. A ja. Tim- Ok, perfekten tip je tvoj Uni Šalame. Ja. Ok, Timotej Šalame od Ane, stari Ana je Šalame. Reče Ana, jaz se poročim s tabo, dokler smo živi, smo skupaj in tudi ko smo mrtvi, smo skupaj. Ampak jaz bi imel otroka. Ne. Kaj bi rekla mu ne? Ne, to je deal breaker. No, tvoj perfekten tip. Jesus. Je deal breaker. Ni perfekten tip očitno, če hočeš imeti otroke. I'm sorry. No, I'm Ampak not. en kompromis moraš narediti. Misliš, da kdaj se Ta lahko... kompromis je nekaj, kar se ne naredi. Kaj pa, če bi imela toliko denarja, recimo, da bi lahko imela nekoga, da ga pazi, ali kje je problem? Ne, samo pač ni tle nobenega problema, samo pač nočem tega, to ni neka moja želja. Ne čutim, da je to
da sem prišla na zemljo zato, da bi bil to en del mojega življenja. Si še mlada. Ok, Matej. Dobro. In, in recimo se boš postarala, ne? Ja, In ne vem, boš imela 96 let. ok. Cifra. In takrat, ko si toliko star, nimaš več nekih, pač veš, da je blizu konec. Ok, tvoj partner umre pred tabo. Tvoj partner pred tabo, čakaj. In kaj, ne bi se počutila osamljeno? Lej, ti tudi, če imaš otroke, ni nujno, da bojo taki, ki bojo tebe prihajali čuvati v starih letih. Lahko se zgodi svašta, štekaš. Ne moreš se zanašati na to, da bojo tvoji otroci stali ob tebi, ko boš star. Pa ni, da to ciljaš na to. Je večja verjetnost? Pač večja verjetnost je, da boš imel nekoga, ampak ni nujno. Dobro, hočem zdaj tako, si tudi tvoja odločitev, ne? Ja. Ampak jaz si ful predstavljam, tako hočem na moji smrtni postelji med krok mene familijo, sine, vnuke in samo, kje ste člani, lepo je bilo. Ali pa ne vem, če bomo imeli jaz in ti oba otroke, bojo se tipi igrali in mi bomo snemali podcast. Kaj jih naciljamo, da imamo iste stare. Okay. To je bilo fucking sick. Član. Član. Si veš, da bi bil ti isti, da imajo podcast? Ne, si misliš, da bi bili tvoj punčka, moj fantek in se upecajo. To bi bilo ono, štekaš, to bi bilo ono. Kaj bi falilo? Pa če bi bil... Je bilo jako. Jaz bi bil tako, kaj da bi bil, da greš. Ok, če imamo, evo, ti fantka, jaz punčko obratno, kaj na eni točki, kaj si jih bomo probali tako uturati. Ja, zakaj ne, kaj? Kurc. O moj bog, veš kako je, ne vem, ko biš dal ime? Kaj bi imel ti, fantka, punčka? Ja, jaz sem meni za fantka mi je ime lepo ime Jaš, to sem vedno govoril. Jaš. Ne vem zakaj, ja, mi je tako hudo ime. Ja, mislim, da se bo tvoj. In za punčko is not even an option, štekaš. Ne, se heca. Koliko bi jih imel? Se heca, mano. Koliko bi jih imel? 2. Kaj bi imel? Punčko. A prvi bi imel... Ma kaj sem? Ali bi imel 2 fantka? Mislim, zdaj ni tako, da se lahko odločiš, ne? Ja, ne vem. Jaz bi imel 2 fantka. Res? Jaz bi imel enega fantka in enega punčko. Enega punčko. Slovenščina matura 4. Ne. Ja, ne vem, pač... Ne vem, nisem navajen. V naši družini ful ni dosti punčk. Tipo jih ni, razen tvoje mame. Ja. In tipo, ne vem, ne bi znal, jaz ful ne znam. Se naučiš. Ja, se naučiš, sej pol bi bila moja najljubša, sej bi bil ful vesel, če bi imel punčko, ampak ne vem, s fantkom bi po moje bolj lahko... Ga hengov. Ne vem, ali pa ne vem. Ja? Jaz bi imel fantka, moj prvi je bil, meni je rekla ena šlogarca, to je ona, ki bere prihodnost, je rekla, da bi imel 2 fantka. Ampak jaz ful hočem enega fantka in enega punčka. Eno punčko, sunci stari. Prav uno, vesolje mi noče dati, prav mi govori, ne, fantka. Enega punčko, enega fantka. V glavnem, zdaj sem pozabil, kaj sem hotel reči, jebem tiš. Da ti šlogarca je. Ja, ne. Ti pravim, da bi imel 2 fantka. Jaz bi imel enega fantka, eno punčko, zato da pač s fantom sem lahko vse te bratske, fantovske, se lahko tako... Mali rimanič, da imam enega malega rimaniča. In punčko bi imel, ki pač, ne vem, se mi zdi cool, da imaš punčko, tudi jaz pač sem fant, edinček sem jaz. In bilo kot med eno punčko, da lahko crtaš, plus si ti, Jure? Slediš pogovoru? Kje je tle resno? Ki me zanima tvoje mnenje? Kaj narobe? Ne. Vse cool? Če sem 5-krat me je klicala tle. Dobro. Kaj je bilo? Veš, zakaj bi imel jaz punčko? Ja. Zato, ki vse velike dogodki v lifeu s fantom dela mama. S punčko dela tata. Na maturanskem pleše mama s fantom. Ja. Štekaš, sem rekel, bom tam sedel. Na poroki pelje mama. Sem rekel, kaj, zdaj da imam jaz fantka. In kaj sem imel tam na poroki tako? Ja, to je moj sin. Halo? Jaz hočem tam... Da imaš punčko, ga jaz lepo, jo lepo, sem rekel spet ga lepo pelješ pod roko. Ti boš Kaj se zgodi, če je gej ja, ne. Kaj, če je gej punčka? Če je gej poroka, kaj pripelje... Ja, 2 mame, po moje, hej. Ne, Mama jih pripelje, kaj ne? Ne, da ne vozijo... Ne vem. Ne vozijo
moških noben. Hodru. A ja, ne, ja, Hodru. moški Ja. ponavadi čaka tam. Ja. Kaj misliš, da ga pripelje? In tako v cirkvi se ne poročijo, I guess. Ja, Fuck. to je tudi to fact, nisem ne. pomislila. žal. Ja, v cerkvi se verjetno ne poročijo. Ja. Da, Ampak ja, zato bi imel punčko. Plus, veš, kaj bi imel punčko, zato, ko bo dobila fanta in bo prišel pač k moji hčerki domov, ne, tako malo na obisk, boste šla malo v sobo, tako v najstniških letih in na vratih se bomo poslovili. Če imam fanta in on ima punco, pač ne moram njegovo punco drkati v glavo. Mislim, itak, da jo bom, samo, mi je bilo malo bala. Ampak da ima moja hčerka fanta, stari moja, se ga bom loteval, veš kako. pač, Mogoče boš pol odgnal ga. Boš s tem Ah, zlomil ljubezen, srce svojih ljubezen. hčeri. Jaz bom bil kul tata. veš, jaz bi, fuck, star, jaz ne veš, tako ne znam dobro z ženskami. Ma to pa je pride. To Pač ne razumem jih dobro. pa je, boš razumel. Ne. Ja, veš kaj je forek, dokler ono je, okay, dokler je ono še otrok, ono ja, okej. Ma pol, ko pride una leta, stari, tipo, ne vem, 16, no, čisto se jim odfuka, stari. Takrat je moj plan prepustiti mami. Lej ga tipa. Pa sorry, Čakaj. takrat ona je šla skozi to. Jaz nisem šel skozi žensko puberteto. Moj fantek bo In veš- rekel, ok, in član kaj- zdaj, da in se veš mi ono, razmeniva. ko dobi fešto in to je Pa to je tak mama zrihta, ker Zapravo. mame vejo, so šle skozi to. No, viš, to je ni tak Tle, ne vem, fanti, ki mogoče tip si ga tam meče na roko v sobi in to je to. Ojoj. Da se tudi Really? punčki lahko pomagaš tem, ampak pač rajši to S čim govori z bi- mamo. Aj. Ja, tako vse te nestrkanje. Dobro, ne stoji hčerki v Oh, zajcu. fuck je vija, stari. Jaz vas bom tožil. Jaz le plusom emotional damage. Kaj ti boš? Kaj boš, ok, imaš fantka, kaj imaš z njim seks tok ali pustiš, da ga Ja, svet to bi imel, nauči? ja. Ne, to bi imel. Ti si imel ga s tvojim? Ma ne, tipo, se mi zdi, da ne. Niti se ne spomnim. Tipo, to so nas ful dobro v šoli vse stvari te nam povedali. Ma tudi, Ste imeli teto penis? ja, ne vem, a meni je to bilo, kaj jaz vem, Ja. ne vem, ne te rejno učijo, kako dobro seksati, nekako, štekaš, ne vse naučijo, pa ono, vse ono, Dejansko- poze, štekaš, ono, kaj, kako moraš delati stvari, ne Još- samo ono, da uporabljaš kondom. Ja, no, jaz dejansko tako te naučijo, kako penetrirati punco, ampak samo banana, kondom, bodte varni, ala šu. Ne ono, kako se prav, veš, to mislim, to bi jaz dal v Mislim, šolski prav je sistem. za vsakega drugače. Ne? Nekaj ti s Vsakega tem za posam- vsakega drugače. Ne, Ja, ni kaj je prav za univerzalno, stari? Ja, Ja, je, tipo luknja neka je luknja, pravila, ne, ni Mona. res to. Ma mislim, so neka, ne vem, dolga predigra, recimo. Ja. Zdaj 5 Kaj, ti to je seksa, kjerkoli laž. mali fantek in kako naj on ve, kjer luknjovat. Dobro, to veš. Dobro, mali fantek, polnoleten fantek, ki lahko seksa. Valjda veš, to dobro, kako to ne veš. Ajde. Ama za reč. Pizda, kot da so 4 tašne uno, pizda, kot da moraš uno... Jaz poznam 9. razredu, je bila govorica v enih dveh, da niso našli luknje. Dobro, ne, to je ful, nočem to. Ja, ne, to je dovolj. v glavnem- Stop. Kdo jih mora naučiti? Ne, ma mislim, bolj v to... Ja, ampak itak tam, ko si tako mlad, itak te boli, mislim, bi bil ono, štekaš, bi si neki smejali samo. Ja, niso še dovolj zreli, da to dojemajo Ja, to je res, ja. na resen način. Je, ono, tako, niti sebe ne štekaš, no, zakaj si Ja. živ, ono, zdaj jaz štekam ono 40%, zakaj sem živ. Spomnim, ki smo dobili ono plastična jajca in si se. Ja, ko si mogel takniti, če je cancer. Ja, Se to še vedno. Na Vsi plastična preverjate jajca, da. svoje moda, če čutite ja kakšne v bunkice. tedensko malo si Ko se stuširate. žonglirajte. Enkrat na malo. mesec, ko se stuširate, dajte še to narediti. Ja. In punce tudi malo sise, poglejte, če štima. Ali pa bo prišel Matej na dom. Recimo, Zdravstveno. Ana je njena... Ana je zdrava. Smo jo pregledali z Juratom, vsak z ene strani. Tudi moda ima zdrava. Ok, kaj moram povedati? Življenjska lekcija, smo rekli, moram povedati. Ok, če kdaj hočete svojim kolegom pokazati rit, zdaj vam bom povedal, kako pokazati rit. Čakajte, da vstanem. Okay. Ja, ne, čakaj, ne, to moram pokazati, ki to življenjska lekcija in hočem, da se vsi vejo. Ok, lejte, rit ne pokazati tako. Da vsi vejo. To je še na matura 4. V glavnem, kako pokazati rit? Tako se pokaže rit, lej.
se vstane in se sleče tako. Tako se pokaže rit. Ne jo pokazati tako. Zato, ker kot se ti predkloniš, pokažeš tudi ono, kar je od spredaj malo zabinglja. V Kranjski gori, jaz, ki sem snemal v snegu na gatah, sem malo hodil biti hecen in mojim kolegom, lejte, polna luna sredi dneva. In se sklonim in pokažem rit. In oni, nehaj, ko je bilo? Pa smo videli malo več samo ko luno. Kaj? In jaz pogledam in tako, smo videli malo jajčka. So videli še nutrinek. tako. Tako da, čak, te da prijem nazaj. Dobro, si se bila ful skrca, nekje ful zebla, ali? Ja. Ampak, v glavnem, ja, paste, kako kažete riti svojim kolegom, ne se skloniti, no, to je življenjska lekcija. Punce brez skrbi, vse sprejmemo. Ja, vi vam ne visi nič, ampak, ja, fantje, paste, kako kažete riti. Mislim, ni da me je motlo itak se tako vsi ima boj z punce, ne, pač lule ko lule, jajce ko jajca, ampak paste. Če pa ne vidite točno svojega telesa dobro, pa lahko kupite ring light. Da ga vidite bolj podrobno. Na luerbeauty.com lahko spremenite jakost, barvo svetlobe ter višino. Če ste zelo visok, tudi svoja jajčka lahko osvetlite. Za vami bo bila luna, pred vami bo bilo močno sonce. luerbeauty.com/sl člani 15% popust. Sam greste. V glavnem delamo tudi en NFT projekt, več v kratkem, škema kdo kaj za dodati. Ja, reševali bomo slovenske obalni pas ali pa svetovni obalni pas. V glavnem svetovno more bomo reševali, ker nam je maro za obalo, pač Leobel člani glavni. Ja. V glavnem, meni že moj tata piše, SMS, kje si, grem ga pobrat, ker gremo gledati Uncharted, gremo v kino. Greste na date. Ja, malo father-son time. In še komecina. Se lahko že tvojih čirko? Ja, se je lahko tudi, no. Ok, nič. To. Hvala, ker ste spremljali. Ja. Share, comment, like, subscribe, zvonček. Še vedno opažamo, da je 70% ljudi nesubscribanih. Tako da vi 30 elitnih članov, hvala vam, 70% pa prosimo, no, stisnite ta subscribe. V glavnem, čempion, še enkrat hvala. Hvala, čempion. Čekajte, komat mene zebe. Se ga vidimo. Ja, mislim, drugi teden. Ajde, uživajte. Ajde, čau. Čau.